Celjski župan o dobitnikih letošnjih priznanj ter prireditvah ob dnevu zdravja. V Šentjurju razglasili najprostovoljce za lansko leto. Komisiji Mladi za Celje in Osnovni šoli Hudinja priznani Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Organizatorji uspešno izpeljali 7. velikonočni tek. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Župan mestne občine Celje Bojan Šrot je na današnji novinarski konferenci predstavil letošnje dobitnike občinskih priznanj, pa tudi številne dogodke, ki jih v mestu pripravljajo ob svetovnem dnevu zdravja in ob občinskem prazniku. Župan bo priznanja podelil na osrednji slovesnosti, ki bo v Narodnem domu v Celju 11. aprila. Mestna občina Celje 11. aprila praznuje svoj praznik. Na ta dan je Celje dobilo svoje pravice. Pomemben del življenja v občini so predvsem ljudje, poudarja župan Bojan Šrot, in ti posamezniki, ki jih v mestni občini Celje izpostavijo vsako leto kot dobitnike najvišjih občinskih priznanj, vsako leto spominjajo na to, v kako bogati skupnosti živimo. Zato je prav, da jim namenimo posebno pozornost, izrečemo zahvalo in izkažemo čast. Velika večina vas pozna nagrajence, prihajajo iz zelo različnih področij, od gospodarstva, kulture, izobraževanja, športa, tako da mestni svet je verjetno imel težko delo, da je zbral izmed množice predlogov te, ki si priznanja zagotovo zaslužijo. Letos je prejemnikov priznanj 13. Podelili bodo 2 naziva častni meščan Celja, 2 zlata celjska grba, 3 srebrne, 4 bronaste in 2 kristalna. Dobili bomo 2 nova častna meščana Celja, gospoda Ivana Grobelnika Iva in pa celjskega škofa, monsinjorja dr. Stanislava Lipovška. Zlati grb bosta prejela Izidor Krivec, podjetnik, in pa glasbena šola Celje. Srebrni celjski grb bodo prejeli Edvard Kužner, dr. Zoran Pevec in pa gimnazija Celje Center, bronastega pa Milan Alaševič, Ignat Strobiš, Društvo tabornikov rod druge grupe odredov Celje in pa Drsalni klub Celje. Letos imamo 2 kristalna nagrajenca za kristalni celjski grb. Kot veste, so to mladi, ki so v času študija bili nadpovprečni oziroma so dosegli odlične rezultate. Letos bosta ta grb prejela Berni Bezenšek in Iza Pavlina. Letos pa mineva tudi 10 let, odkar v Celju s številnimi prireditvami obeležujejo Svetovni dan zdravja. Smo veseli, da naš praznik nekako sovpada tudi s Svetovnim dnevom zdravja, kajti tudi ta Svetovni dan zdravja obeležimo z vrsto prireditev, ki potem nekako sovpadajo z mestnim praznikom in poživijo celotno dogajanje v mestu. Letos pa mineva 10 let, odkar smo se odločili ta Svetovni dan zdravja obeležiti tudi z različnimi dogodki in prireditvami, s katerimi ozaveščamo in spodbujamo prebivalce tega mesta k zdravemu načinu življenja. Ljudje so to dobro sprejeli, dogodki so odlično obiskani, upam, da bo tudi vreme naklonjeno, saj praktično vsi dogodki potekajo na prostem. Prejemniki priznanj, prireditve, ki jih pripravljajo o praznovanju občinskega praznika in še ostali dogodki, pa so zabeleženi tudi v mestnem časopisu, ki so ga na dom dobila vsa gospodinjstva v mestni občini Celje že v petek 29. marca. V veliki dvorani Ipavčevega kulturnega centra so sinoči razglasili najprostovoljce občine Šentjur za leto 2018. Slavnostna govornica je bila lanskoletna najprostovoljka občine Šentjur Nada Pungaršek. V kulturnem programu pa so nastopili mladinski pihalni orkester, glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur, plesalka Nina Ploštajner in skupina Kričaveč igre. 7 posameznikom, ki so svojim prostovoljnim delom v lokalni skupnosti v lanskem letu pustili največji pečat, so podelili priznanja občine. Med njimi je tudi Silvo Užmah,
ki v planinskem društvu Slivnica pri Celju vzgaja in izobražuje mlade planince. To pomeni še delo naprej z mladimi, vsaj s takim tempom kot do zdaj, ali pa še bolj. Z mladimi pravzaprav se ukvarjam že kar dolga leta. Že leta 2000 sem se udeležil prvič tabora mladih planincev in od takrat mislim, da mi je samo eden pobegnil. Kar se pa tiče dela z mladimi, je pa tako, vsi tisti trenutki, če so bili kdaj malo bolj kočljivi, so hitro pozabljeni, zato ker je tistih lepih toliko, da se ne da povedati. In recimo, ko si v skupini vodnikov oziroma kot vodja izleta na Triglav, katero vodiš osnovnošolce od 6. do 9. razreda, in ko pridemo vsi nazaj v tabor oziroma ko se vrnemo v dolino, pa ko jih pogledaš v tiste učke, mislim, da ta pogled pol pove vse. Aleš Guzej je že 30 let član gasilskega društva Loka pri Žusmu. 11 let pa kot prostovoljec deluje tudi v upravnem odboru Gasilske zveze Šentjur. To priznanje mi ogromno pomeni, namreč gasilska organizacija je le plod vsega prostovoljstva, veliko odrekanja. Mislim pa, da to priznanje danes ni samo moje, ampak od kompletne organizacije Gasilske zveze Šentjur, od vseh društev, seveda pa tudi od mojih najbližjih, ki me podpirajo pri tem delu in da si lahko vzamem čas za to dejavnost. V aktivnostih pri gasilcih sem že aktiven preko 30 let, namreč že od vseh rosnih mladih let kot tekmovalec v pionirski desetini, nato v mladinski, potem v članski smo pa začel prevzemati razne funkcije in začel delovati na izobraževanju ostalega članstva in vključevanja v samo organizacijo. Za 20-letno prostovoljno delo v društvu likovnih ustvarjalcev Rifnik je občinsko priznanje prejel tudi predsednik društva Dragan Podovac. Pri društvu smo že od ustanovni člani, jaz sem ustanovni član tega društva, to se pravi 99. leta. Zdaj sem predsednik in delujem od takrat in pomagam ljudem, tisti, ko se želijo znanja slikanja, umetnosti. Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik ni dejavno le znotraj občinskih in slovenskih meja, temveč se povezuje in sodeluje tudi s številnimi društvi v tujini. Mi smo sodelovali z Hlebine, to je Naiva, slikarsko društvo Naive iz Hlebina. Tam smo imeli razstavo, oni so imeli pri nas tudi. Potem smo imeli razstavo v Kikindi, to nam je omogočila gospa Jelka Godec. Tako da mi sodelujemo s društvima izven Slovenije, v Sloveniji, tako da je treba se povezovati. Naši člani in društva nas povabijo, naše člane povabijo na razne kolonije po Sloveniji in v tujini. Mi smo imeli na Hrvaškem, v Križevcima, v Hlebinama, blizu Varaždina, tako da sodelujemo s vsemi in mi tudi organiziramo svoje kolonije in povabimo druga društva, tako da je to povezovanje. Posebno priznanje za izvedbo projekta v letu 2018 pa so sinoči podelili Alenki Križnik in Klaudiji Simler za literarno glasbeno gledališki projekt Dežni škrat in nezadovoljni ptič. Z Alenko, prijateljico, sva avtorici knjige Dežni škrat in nezadovoljni ptič in na podlagi te knjige sva se odločili, da bi predstavitev te knjige naredili v obliki gledališke igrice, ki obedve misliva, da je na tak način predstave knjige malo drugačen, bolj izviren, ni tako dolgočasen, v bistvu povezalo nas je druženje, imeli smo se lepo, otroci so se nekaj naučili, tako da je bilo prijetno sodelovanje. In kakšni so njuni načrti za prihodnost?
Idej je ogromno, ampak vse je povezano z denarjem in seveda tudi časom, ker čas je danes takšna stvar, ki ga vedno premalo hodi, saj nam umetnikom, ki imamo ogromno idej. Tako da, ja, ideje so, kaj še bo pa nastalo iz tega, pa še ne vemo. Občina Šentjur je od leta 2006 naprej podelila priznanja že več kot 200 prostovoljcem. Komisija Mladi za Celje in Osnovna šola Hudinja sta prejeli zlato in srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Komisija Mladi za Celje je priznanje prejela ob 40. obletnici delovanja, Osnovna šola Hudinja pa za prispevek k razvoju tehnične kulture in mladinskega raziskovalnega dela v Sloveniji. Projekt Mladi za Celje že 41 let spodbuja raziskovalno izobraževanje mladih v Celju. V obdobjih med letoma 1978 in 2010 je 11.560 mladih raziskovalcev s pomočjo 3.576 mentorjev izdelalo 4.110 raziskovalnih nalog. Osnovna šola Hudinja je ena najbolj aktivnih šol na področju mladinskega raziskovalnega dela v Sloveniji. Šola že 13 let zapovrstjo gosti regijska srečanja mladih raziskovalcev, vsako leto pa na šoli v povprečju pripravijo 23 raziskovalnih nalog. Športno društvo Slovenc je konec prejšnjega tedna organiziralo že 7. velikonočni tek okoli Šmartinskega jezera. Otroci so se pomerili na 500-metrski in kilometrski trasi, odrasli pa so lahko izbirali med dvema različnima progama. Prva je bila dolga 4,4 km, druga pa 12 km, 120 metri višinske razlike. Nino Cokan je s svojimi pomočniki še enkrat pripravil več kot odlično prireditev. Tokratni velikonočni tek je uspel v tisti najbolj svetlejši luči. Odlična organizacija, pa številni prijavljeni in na koncu super tek za lepe nagrade. Udeleženci iz cele Slovenije, mislim, da tudi z Bosne, Avstrije, Hrvaške, tako da bi rekel, kar pestra mednarodna udeležba in tudi po pričanju udeležencev. Zdaj je ta nova trasa malce spremenjena, bolj prijetna za udeležence, tako da sami plusi. Številka je torej razveselila same organizatorje, namreč da bo teklo 400 tekmovalcev, nihče ni pričakoval. Ja, v bistvu je bilo prijavljenih še preko 500, potem se nekateri se poškodujejo, nekateri ne pridejo, neki se še na dan dogodka prijavi, mislim pa, da je končna številka bila kar precej preko 400, kar je v bistvu za celjsko tekaško prireditev, mislim, da to je največja prireditev tule. In najbolj pomembno, tradicionalen je postal tale tek, vsi že komaj čakajo vsako leto velikonočni tek, kar je nenazadnje dobro. Ja, res je. Mi v bistvu promoviramo ta dogodek kot neko otvoritev tekaške sezone, hkrati pa ga navezujemo na naš naslednji tekaški dogodek, ki je Parencana maraton, ki je pa spet nekaj posebnega. Ta tek pa povezuje Hrvaško in Slovenijo, torej štartom v Kanigri in ciljem v Marini Portorož, tako da oba dva ta dogodka smo že od začetka leta promovirali in je tudi odziv tak, da letos na tem velikonočnem teku cirka 50% več kot udeležencev kot lani, medtem ko Parencana maraton je pa že 100% več udeležencev prijavljenih. Kako pa naprej? V letošnjem letu oziroma sami pomladi ter potem tudi poleti se obeta kar nekaj zanimivih prireditev. Zdaj smo počivali, zdaj aprila bo že treba stisniti, sta ta dva velika dogodka, Parencana maraton pa Parencana triatlon 27. in 28. april. Maj je pa za nas najbolj udaren mesec. Začne se serija nočnih tekov, 11. maja v Kranju, potem je 18. maj je že v Mariboru nočni tek, 25. maja v Celju nočni tek in pa 1. junija v Medvodah. Vmes organiziramo še bike festival v Celju, jubilejni 10. bike festival bo v nedeljo 26. maja. Bo pa letos ena novost v teh celjskih dogodkih in sicer Business Run. Business Run bo na celjski špici kot del serije Business Run dogodkov Maribor, Ljubljana, Celje in pa Portorož. V sklopu tistega, bi rekel, našega celjskega finalnega vikenda, to je 14., 15., 16. juni tokrat, bo pa tudi na sporedu mali otroški urbani gladiatorček in pa urbani gladiator finale. Tisti, ki ste zamudili velikonočni tek, boste v prihodnjih tednih in mesecih zagotovo še lahko prišli na svoj račun.
Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, možni bodo krajevni nalivi. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele, nastale bodo krajevne plohe, ki pa bodo zvečer ponehale. Sprva bo pihal vzhodnik, popoldne jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne na severozahodu okoli 4, drugod pa od 7 do 13, na jugovzhodu do 15 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in tudi topleje. Nedelja bo spet bolj oblačna, tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.